potem pa bom vse naredila vod. Ja, drage žene, lepo pozdravljene. Z rahlo zamudo začenjamo. Včasih ne vem, če se vam kdaj zgodi, da je taka dobra stvar pred nami, nekaj dobrega se dogaja, se pol kar vse neki, mislim, kot da bi nekdo hotel, da tega večera ne bilo, ampak ta večer bomo imele in ga slavile. In ja, meni je počela guma na avtocesti in sem v hitenju prišla sem, še dobro, da sem toliko prej šla od doma, da sem imela ekstra čas. In sedaj pa ja, z nami so res 3 čudovite gostje, bom jih kasneje predstavila, napovedala. Na začetku pa naj predstavim samo Ljudmilo in Beno, ki bosta skupaj peli in popestrili ta večer z eno lepo glasbo. Izbrali sta za začetek, katero pesem? Ko čutiš to. In Bena je rekla, da povabim vse žene, da lahko zraven pojete. Lahko mižite, lahko pojete, skratka, naj bo ta ljubezen tudi ta večer med nami. Ok, lepo povabljene. Lahko povabim še žene, ki ste zunaj, pa se lahko tudi pridete usesti, če je kakšni domače tudi tukaj spredaj. Sej snema se sam ta del. Tako da se lahko sprostite. Ja, danes imamo za podlago knjigo 5 jezikov ljubezni. Zagotovo jo vse poznate, nekatere ste jo še prebrali v tisti rdeči, starejši različici, kaj ne? Zdaj pa ima družina novo prevleko, je dala družina. In še lepše se bere, ali pa saj za pogledat. In povabili smo 3 res krasne gostje, da spregovorijo tudi v ljubezni skozi njihova življenja. Na moji desni najprej je Maja Martina Merljak. Gotovo jo vsi poznate. Ja. Maja je znana igralka, ki se je z gledališčem prvi srečala v gimnazijskem času, ko je začela igrati v Šentjakobskem gledališču. Na Akademiji za glasbo, gledališče, radio, film in televizijo je študirala dramsko igro in umetniško besedo. Poleg igranja v gledališču sodeluje tudi v filmskih in televizijskih produkcijah, povezuje prireditve, sinhronizira risanke, igrane dokumentarne filme. Igra v mjuziklih in se vsestransko znajde ter obrne v mnogih življenjskih izzivih. Rada igra komedije, zakaj nisem raziskala, mogoče bo sama povedala. Je pa Maja tudi žena in mamica 2 šolarjema. In nekaj let nazaj se je soočila z izgorelostjo
Iz tega pa je prišla še močnejša in odločnejša, da pazi nase in lažje s tem pomaga tudi drugim. Lotila se je projekta v šoli, kjer je imel razred njenega sina mnoge izzive, bil označen za problematičnega in Maja je v razredu, kjer so prevladali jok, obup, neobvladanje, ponudila igro. Da so otroci preko vlog in različnih vaj lažje razumeli odnose in regulirali čustva. Jo, sem pa izbrskala še ta podatek, namreč midve sva prijateljici iz gimnazijskih let, skupaj sva še plesali v plesni navijaški skupini. Tako je. Bila moja učiteljca, mimogrede. Koreografinja in učiteljca. Skratka, super sva se imeli, ampak nisem pa vedela, Maja, da si dobila za vlogo v filmu Pokrajine številka 2 nagrado Vesna na festivalu slovenskega filma. In da je to res ena prestižnejših filmskih nagrad, najprestižnejših filmskih nagrad v Sloveniji. Pa ne boš verjela, da sem tudi končala scenaristiko pa filmsko režijo ravno lansko leto, v Londonu. Namreč sem šla na magisterij iz scenaristike pa filmske režije in me je ta študij tako prevzel, da razmišljam, da bi šla na doktorat, oziroma pač dobila sem povabilo, da bi šla na doktorat in nekako čutim, da bom to slejko prej sprejela, samo da končamo ta projekt šolo, tako da krasno. To me zelo me vleče. Super, lepo, da si še dodala. Bom predstavila še naslednji dve gosti, potem pa gremo v klepet. Potem v sredini sedi Andreja Klinc Mladenov. Je po izobrazbi univerzitetni diplomirani andragog. Od nekdaj so jo zanimali različni narodi in kulture. Ko je imela 22 let, je odšla na prvo veliko misijsko potovanje v Angolo. Kasneje pa se je udeležila šole za usposabljanje za učence Youth with a Mission v Koni na Havajih. Je prva Slovenka, ki je kdajkoli upravila šolo za usposabljanje za učence na tej misiji. Izobraževala se je tudi na Norveškem, odšla v Nepal in imela res lepo izkušnjo, kako Bog deluje na mnoge načine. Rada ustvarja prostor, kjer se ljudje zberejo za mizo, za dober obrok, kakovosten čas, delijo svoje srca. Sanja, da bi videla mlade živeti živahno in aktivno vero, kjer so učenci Gospoda in oblikujejo skupnost in misijonsko miselnost. Leta 2023 se je preselila z Norveške nazaj v Slovenijo in pred nekaj meseci se je poročila s čudovitim moškim, ki ga je Bog pripeljal vse iz Makedonije. In sedaj je v novem obdobju življenja, ki se uči kulturnih prilagajanj in zakonskega življenja. Njeni hobiji so rolanje, plavanje, sprehodi v naravi, rada ima sončne zahode in pravi, da ne more brez kave, čokolade in sladoleda. Se še katera poistoveti z njo. Res je. Tako da to. Evo, in potem imamo pa še zelo znano našo Andrejo Poljanec. Še dajmo aplavz, tako tudi njo. Hvala lepa. Dobrodošla, Andreja. Hvala. Dve Andreji imamo danes in eno Majo. Tako, Andreja Poljanec, gotovo jo tudi poznate, pa je po izobrazbi psihologinja, zakonska družinska terapevtka, predavateljica, raziskovalka, ki se ukvarja predvsem z odnosi v družini, starševstvom in duševnim zdravjem. Pogosto nastopa v slovenskih medijih, kjer govori o travmah, mladostništvu, odnosih v družini. Je soustanoviteljica študijsko-raziskovalnega centra za družino, kjer razvijajo programe pomoči za otroke, mladostnike in družine. Predava psihologijo na fakulteti za uporabne študije, družbene študije v Novi Gorici. To še drži. Te stvari se malo spreminjajo. So malo se spreminjajo. Dobro, evo. Ampak, po čem pa jo jaz poznam? Napisala je več knjig o odnosih in starševstvu, rahločutnost do otrok in pa rahločutno starševstvo, in pa Med dvema ognjama. Jaz sem prebrala kar vse tri, Andreja, ko sem imela svoje otročke še majhne in sem si počrtovala in se spraševala in gledala, kako se pa jaz odzivam do svojih otrok. Tako da je zanimivo imeti gostjo, za katero ona sploh ni vedela, mislim, da ona sploh še ni vedela zame, kako se učim iz njenih knjig. In se veselim, da boš danes povedala še več na temo ljubezni. Vesela sem vabila, tako da hvala. Evo, damo še njej en aplavz. Mi smo se dogovorile, da se tikamo, saj smo še mlade in tudi tako, da bi bil ta večer bolj sproščen, ne tako zelo uraden. In ja, začela bi mogoče res kar pri Maji.
Vse tri so prebrale knjigo, smo jo podarili in so jo prebrale, prelistale. In kaj po tvojem mnenju najpomembnejše za zdrav ljubeč odnos? Se pravi, ni treba govoriti še o jezikih ljubezni, ampak kaj misliš, poskusi biti čim bolj konkretna. Kaj se ti zdi pomembno? Ja, kada. No, baš se nekaj izkušenj pa imam. V resnici sva skupaj z mojim partnerjem nisva poročena, zato ker imava različne, jaz sem hotela imeti veliko poroko, on pa majhno. In v vseh teh časih se še nisva uskladila. Skratka, skupaj sva že skoraj 18 let. In nekaj mičkega izkušenj pa imam. Kar hočem povedati je to. Za odnos mislim, da je ključno to, da se ogromno nekega čutenja, no, to se recimo glih prej sem Andreji rekla. Kaj jaz mogoče pogrešam včasih bom šla zelo konkretno, recimo tudi pri nekih knjigah, ki recimo opisujejo know-how, se pravi, kako živeti, kako pristopati, ne vem, k odnosom, k službam, k karieri in tako naprej, ne. Včasih imam problem, da je kakšna stvar tako zelo izključujoča, ko dobiš neka navodila, so navodila lahko taka, da naredi to, in boš imel nek rezultat, seveda, ampak stvar življenje in pač odnosi seveda v osnovi so veliko bolj kompleksni, kakor pa kakor je recimo zapisano z nekimi besedami. In na primer, jaz bi rekla, da daleč najbolj od vsega v bistvu se mi zdi, da je najbolj pomembno torej prav to čutenje, da v bistvu čutiš partnerja, da ga gledaš v oči, da si vzameš čas, da se usedeš zraven njega, da se poslušaš, dotik, prav to recimo se mi zdi nekaj, kar dostikrat pozabljamo v vsem tem hitenju. Na primer, midva sva šla čez veliko sva bila tudi na zakonski terapiji, ko se nama je rodil prvi otrok in potem tudi pri drugem otroku, sva šla čez neke določene, so se nama tla pod nogami zelo močno zamajala in v bistvu prav največji izkupiček terapije bi rekla prav to, da sva se vrnila nazaj v ta mir, ko ne bezljava, ko ne teživa k temu, da bi bilo življenje čim bolj polno akcije, in dogajanja, ampak prav tega, da midva samo sva, da sediva, da sva drug zraven drugega, ta dotik, da je on tukaj zraven, da naslonim glavico, da je prav to čutenje, no, ne vem, kako bi rekla drugače. Recimo prej sem še rekla eno stvar Andreji, jaz bi lahko rekla za mojega moža, pač rečemo mož, kljub temu, da nisva poročena, tako da odpustite mi, ampak vedno ga kličem mož. Ima lep naziv. No. Saj lepo se sliši tudi fant, da je pri 48 on še vedno moj fant, ampak dobro. Skratka, za mojega moža, pa tudi on bi zame verjetno isto lahko rekel, našla bi lahko milijon razlogov, da grem. Res bi jih lahko našla. Z najmanjšim problemom, res, in praktično vsak dan bi jih lahko iz teh milijon potegnila vsaj 100. Ampak je pa nekaj, kar jaz v bistvu ne morem opisati, kaj je tisto, kar naju drži skupaj, ker je to občutek. Lahko mogoče ga opišem recimo s ključavnico. To je neka prispodoba, ki jo včasih uporabim, ko pač jaz čutim pri nama to ključavnico, in jaz bi lahko šla stran, lahko bi šla stran, ampak prepričana sem, da ta ključavnica bi prvo kot prvo ostala in mislim, da se ne bi ponovila. In na primer torej ne bi jo mogla ponoviti, to je ta ključavnica, moj ključ in njegova ključavnica, tako ali pa pač obratno. In na primer spomnim se, da sem nekaj podobnega rekla tudi moji prijateljici, ki je imela tudi dileme glede svojega odnosa. In sem jo vprašala, želiš moje mnenje? In sem rekla točno to. Jaz prav čutim, da tega, kar imaš z njim, ne boš mogla ponoviti. Lahko greš, ampak ko čutiš, ko pač čutiš. Tako. Fino, lepo si šla, lepo v globine. Super. In bi te še kar vprašala, kako si pa potem to ljubezen prenašala naprej? Se pravi, ko si se odločila, da vpišeš res ta. Meni se zdi tako fascinantno, da se en starš zavzame toliko za svojega otroka, da cel razred povabi k sodelovanju. In ta razred je bil označen za problematičnega in
kje ti tukaj vidiš to ljubezen skozi to spremembo, ki si jo delala z igro? Kako so otroci se učili vlog, odzivali, in kako lahko pač to, da jim ti tudi mogoče to ljubezen bolj opišeš, ne vem, najbrž nisi skozi 5 jezikov ljubezni, ampak Ne. kako to spreminja odnose med učenci. V bistvu, da najprej sploh opišem, kako je v bistvu prišlo do tega. Torej, ja, bil je razred izjemno, jaz bom porabila besedo razturen, ker je bil dobesedno v vseh pogledih. Ne. Pač ja, strokovno bi rekli, da je bil vedenjsko, učno zelo problematičen, ampak bilo je veliko več kot to. Predvsem ni bilo nobene pripadnosti, nobene prijaznosti, nobene topline med njimi. V bistvu, dokler nisem tega sama zares doživela, nisem čisto res razumela, kaj nam govori šola, kaj nam govorijo razredničarke in ostali pedagogi, ampak to je bilo res grozno. Ne. V bistvu doživela sem dejansko stvari, ki so se mene tako mogoče najbolj dotaknile, so bile prav take, da ne vem, sem videla, kako je, ne vem, bil je nekje otrok, pa je šel sošolc mimo, samo oplazil, veš tisto, ko po nesreči ga oplaziš, Ja. pa se on zadrl, pa kva je s tabo? Tako ogromno te zadirčnosti, potem ogromno tega šundra, neprestanega šundra. In nekajkrat sem bila priča temu, ko so si otroci začeli padli v jok, v histeričen jok, začeli stiskati ušesa. In jaz ne slišim svojih misli, ne vem, kaj hočem povedati. In to je grozno, ko to doživiš, to je, bog, res. No, in razlog za to je bil, zakaj sem sploh šla v to. V bistvu jaz nisem vedela, kakšna pot je pred mano, oziroma v kaj se bo nekako ta ideja, ko sem jo takrat dobila, v kaj se bo v bistvu razvila, ampak šlo je preprosto zato, da nam je šola omogočila enkrat, ko res nismo več vedeli, kaj bi naredili, a ne. Torej, dobivali smo se, pogovarjali, pa nekako ni se zares nikamor premaknilo. No, in nam je šola takrat omogočila eno predavanje od magistra Prgiča, kjer je v bistvu hotel to izpostaviti. V bistvu, da je vzgoja skupna odgovornost, a ne. In da, ker mi smo si ves čas nekako prelagali to odgovornost, ne. Pač moj otrok je doma super, če v šoli ni v redu, je to vaš problem, vi zrihtite, a ne. Ja. In potem je bil ta ping-pong konstantno prisoten, a ne, in to seveda ni prišlo nikamor, nismo prišli nikamor. No, in potem na koncu je rekel, glejte, če ima kdo kakšno specifično znanje, pridite, vklopite se, dajte kaj narediti, stopite skupaj, ne. No, in to me je ful odzvanjalo in pol je bil tudi moj sin enkrat uvaljen v neki incident. Jaz sem zelo veliko delala in sem tudi zmanjkala kot steber in sem vedela, da je bil to razlog, ampak sem tudi vedela, da evo, to je v bistvu usodo je, smo izbili dno, a ne. In takrat sem na govorilnih urah rekla, okej, bom jaz začela. Dobro, saj vseeno, bom jaz začela. Kaj lahko ponudim? Torej, ja, sem igralka, sem študirala scenaristiko, režijo. Okej, kaj lahko naredimo? Pod mojim vodstvom napišemo avtorsko predstavo, ki bo torej targetirala popolnoma njihove probleme. Skupaj napišemo, nisem jaz napisala. Jaz sem jim samo dala neke geberite, a ne. In potem so si otroci izbrali karkoli kar so pač želeli početi, a ne, torej vse so delali sami, kostumografija, scenografija, vse, tehnika, vse. Ja. In predvsem sem jim pa dala, ves čas sem jim govorila, vi ste tisti, ki vodite, naredite po svoje. In potem smo še starše vključili noter, ne, torej drugi starši so postali mentorji za druge stvari. In kaj je, ne zaradi mojega, da jaz mislim, da moje delo tukaj niti ni bilo tako zelo ključno, kakor to, da se je zgodilo to, da so ti otroci hodili skupaj po isti poti do istega cilja. Pa ne samo otroci, torej starši, šola in otroci, plus še lokalno skupnost smo potem še vključili, a ne. Se pravi, kar naenkrat se je zgodila dejansko skupnost, ki je skupaj, a ne, hodila po isti poti do skupnega cilja. In logično je, da je bila sprememba in ta sprememba je bila zelo velika, a ne. Recimo prej, ko so bili učenci skregani med sabo, sploh recimo tudi multikulturne tenzije so bile med njimi, ko ti kar naenkrat rabiš na nek način nekoga oziroma skupaj delaš, a ne, recimo, ne vem, prišepetovalec je pomagal nekomu na odru, mu je rešil rit, a ne, če rečemo tako, ker mu je zmanjkal tekst, on mu je vrgel tekst. Ja, danes se družita, a ne, danes se družita v parku, Prej se pa nista marala. Ja, prej se pa nista marala, seveda se nista, a ne. In isto je bilo nekako pač pri starših, tako da v resnici ni to moja zasluga, ampak je pač zasluga tega, da smo mi šola in starši, da smo ubrali drugačen pristop, torej ne ta individualističen, ampak
dajmo mi skupaj. In danes delamo, naprimer, en projekt, mislim, danes že celo leto traja projekt, smo rekli, da bomo to peljali naprej in delamo pop-up restauracijo na šolskem igrišču. Na koncu šolskega leta bodo otroci naredili restauracijo za en dan. Spet kuhali, kelnarili, iskali sponzorje, šli do lokalnih kmetov, prosili za stvari, PR skupino imamo, barmeni bodo, tako ne. In spet delajo skupaj. In je, v bistvu, in tudi to ves čas ponavljamo, brez tebe, torej vsak je pomemben. Ti si zelo pomemben člen v tej naši skupini in imaš svojo zadolžitev. In če ti brez tebe tega ni. Tako da v bistvu to je ljubezen, ampak je ljubezen skupnosti. Ljubezen to se mi zdi fascinantno, ker nisi nikoli omenila ljubezni, ampak to vse je ljubezen. To je ljubezen. Ja. Ker to so taka dejanja, ki so dejansko res največ ljubezni si dala v to. Mislim, seveda sem jaz to naredila za svojega otroka, ampak torej, motivacija je bila absolutno jasna. Ljubezen do mojega otroka. Prav moj terapevt je rekel, ko sem bila zelo v precepu, iti še v ta projekt, ali ne, ker sem res hotela iti na doktorat naprej, hotela iti svojo pot, ampak je zelo jasno rekel, če želiš vplivati na okolje, v katerem odrašča tvoj sin, je zadnje leto, imaš zadnje leto. Tako da v bistvu iz te ljubezni, da bi naredili nekaj boljšega, ne jaz, ampak vsi naredili nekaj boljšega, smo šli v to. In tukaj je res lepo, ker je, ne znate si predstavljati, koliko je lepo, ker starši sodelujejo, vsi, praktično vsi, 90% staršev je že absolutno zelo močno vključenih, koliko to otrokom pomeni. Mene so prav spraševali že lani, a pa bo moja mami tudi prišla, a bo moj oči tudi prišel? Ja, bodo prišli. Pa sem prav težili svojim staršem doma, da so saj recimo tisti, ki niso mogli se prej vklopiti, da so saj na koncu prišli mazati te otroke in tako ne. Tako da je bilo res, res prelepo. Tako da jaz se sprašujem, zakaj za božjo voljo celoten svet ne deluje tako. Tako, ker ideja je v osnovi čisto preprosta, samo da skupaj počnemo. Govorila sem Hawk. Ne, super. Saj to sem želela, da opišeš to situacijo, ker se mi res zdi taka odločitev za to, da ljubiš cel razred, v bistvu, ne samo svojega otroka. In to pokaže z močnimi dejanji. Kljub temu, da imaš svoje polno življenje. Absolutno, Bi vsi lahko rekli ne. Absolutno, ampak res, da veš, da noben ni rekel ne. Noben starš ni rekel ne. Šola, a veste, tukaj šolo je treba, jaz se bom neizmerno prehvalim osnovno šolo Zalog, ampak čist noben od učiteljev, ki so močno vpeti tukaj zraven in je rekel, da je to gre meni toliko enega časa. Ne, mi se dobivamo ekstra, delamo ekstra sestanke, ekstra. Pa ni nihče nikoli rekel, še je dovolj, preveč. Pa bi lahko, ne? Krasno. To je ljubezen. Naj se nadaljuje tako, naj se širi še naprej. Andreja, tebe bi pa vprašala, kako se pravi ljubezen res dojemamo na različne načine, tako je že Maja super opisala. In se pravi, za nekoga eno dejanje pomeni veliko ljubezni, za drugega je to manj ljubezni. Zdaj, kako pa si ti razmišljala prej v ljubezni, ko si bila samska in sedaj, ko si pa poročena? Se pravi, kje bi rekla, a je ta ljubezen zrasla, se spremenila, predrugačila, kako te je oblikovala? Ja, hvala Helena. Jaz moram reči, da ta knjiga 5 jezikov ljubezni je ena izmed prvih knjig, ki sem jo prebrala kot najstnica. Stara sem bila tam enih 17-18 in me je res blazno navdušila. Tako da, ko sva pred parimi tedni govorile, ko si me povabila, sem bila blazno vesela in hvaležna, da je to ta knjiga, ker že nekaj časa je stala tam na polici in se prašila. Tako da sem vesela, da smo jo spet odprli in prinesli na plano. Moram pa reči, da v mojem obdobju najstništva, to je zdaj že kar nekaj časa nazaj, že mnogo let, sem se sama srečevala z nekaterimi izzivi, s katerimi se sooča vsak najstnik. Hkrati pa kot mlada punca sem iskala to pripadnost, to, da sem izbrana in ljubljena. In moje obdobje samskosti je bilo v bistvu zelo dolgo in ni bilo najlažje. Šla sem čez veliko takih in drugačnih stvari. Večinoma so bile slabe stvari, zdaj, ko gledam nazaj, je bilo res težko obdobje.
In se spomnim, da takrat sem posegla po tej knjigi 5 jezikov ljubezni kot neki rešilni bitki, mogoče mi bo pa to dalo odgovor na neko mojo bolečino, ki jo nosim v srcu, na neko praznino. In ko sem to knjigo prebirala, mi je hkrati pomagala razumeti sebe, razumeti tudi svoje prijatelje okoli sebe. In verjetno vsi veste, da v obdobju najstništva se malo iščeš, pa malo se oblikuješ, pa probaš take in drugačne stvari. Ampak ta knjiga mi je takrat res dala nek temelj, da sem se razumela, kaj jaz rabim, kaj je zame ljubezen in kako prideti do tega. Tako da na neki točki, v nekem obdobju v življenju sem potem našla temelj, na katerem še danes gradim, in to je Gospod Jezus. In je res on potešil to mojo praznino v srcu. In v času, ko je bilo težko, sem res našla upanje, ljubezen v veri. To je tudi svetopisemska vrstica. Ampak ne glede na vse, ne glede na temelj vere, še vedno živimo v svetu, v kakršnem živimo, in se soočamo z odnosi vsak dan, ali v šoli, ali v prijateljstvih, v službi, kakorkoli. In mi je ta knjiga takrat res prav prišla, da sem lahko tudi jaz komunicirala s svojimi prijatelji. Še posebej potem, recimo, ko sem bila že stara 20 ali pa malo čez, so se nekateri prijatelji začeli poročati in kar naenkrat niso imeli več časa za mene in je bilo res pomembno, da sem lahko skomunicirala, ampak še vedno si pa želim preživeti čas s tabo ali pa še vedno pa si želim ti podariti rožico ali pa rabim pomoč na tem področju. Vemo, da v knjigi so opisane različne vrste ljubezni. In moram reči, da v tem obdobju sem se učila in naučila, kako dajati ljubezen, ampak tudi kako sprejemati ljubezen. Tako da mislim, da zdaj, ko gledam nazaj na svoje obdobje čakanja oziroma samsko življenje, bi lahko izpostavila dve stvari. Eno je bila vera, v kateri sem našla svoje zatočišče, in drugo je bila res ta temelj, kako sprejemati ljubezen in kaj meni sporoča, na kakšen način jaz sprejemam ljubezen in kako lahko to ljubezen tudi dam drugim, prijateljem, staršem, sodelavcem, sošolcem in tako dalje. Ja, in sedaj z možem. In sedaj z možem, tako. To se še učimo, ker je še zelo sveže. Povej, koliko mesecev sta poročena? V petek je bilo 3. Yes. Tako da Bravo, bravo. zdaj še štejemo tedne in mesece. Zelo lepo. Zelo lepo, tukaj nekje se tudi nahaja. Tako da, ampak moram reči, da z možem je jaz sem vedno vedela, da ljubezen je odločitev. To se mi zdi, da je neko tako dejstvo, s katerim gor zrastemo, katerega slišimo na mnogo različnih področjih, predavanjih ali pa preberemo v knjigi, ampak ne vemo čisto točno, kaj to pomeni, dokler nismo v tej situaciji. Tako da, zdaj, ko gledam jaz nazaj, mogoče sploh za malo mlajšo populacijo, nas vodijo neka čustva, neka hrepenenja, neke želje in imamo neke predstave. Še posebno živimo v svetu, kjer je veliko teh socialnih omrežij in vplivov, kako naj bi nekaj izgledalo, kaj rabimo. Vsi nam povejo, kaj rabimo, ampak če se dejansko ustavimo pa zazremo vase, mi sami vemo, kaj mi rabimo, ne vejo drugi za naše potrebe. Ampak hočem reči, da zdaj v odnosu, v tem kratkem času, dejansko se zavedam, kaj pomeni izjava, da je ljubezen odločitev. Z možem prihajava iz 2 različnih kultur in je čudovito, ampak hkrati imava druge navade. Noben nima prav, noben nima narobe, ampak morava se skupaj naučiti, kaj funkcionira za naju. To je ena stvar, druga stvar je pa tudi, poročila sva se mogoče, ko nisva bila več najstnika. Oba dva sva bila že odrasli, samostojni osebi, sva se naučila živeti, imeti službo, imeti prijateljstva in hobije in take in drugačne stvari. In na nek način sva zdaj poskušala združiti 2 svetova, da funkcionira to za naju, da se jaz počutim ljubljena in da se on počuti spoštovan oziroma ljubljena. Tako da je veliko lepih trenutkov, ampak v teh lepih trenutkih pridejo tudi izzivi, ampak jaz bi to, on bi pa to, ampak je včasih drugače. In potem se vrneva na ta temelj, ljubezen je odločitev, ljubezen ni čustvo. Potem se pogovoriva in prideva do nekega sklepa, kako bo, recimo, ne vem, kako bo nekaj ustrezalo njemu, kako bo nekaj ustrezalo meni. Tako da absolutno se je to spremenilo. Na nek način je ta svoboda
ni več svoboda, ampak Ja. hkrati je svoboda na drug način. Prej, ko sem bila sama, sem se jaz odločila, kaj bi jaz in kako se jaz počutim ljubljena. Sedaj, ko sva dva, se skupaj odločiva, tako da obema ustreza, da ne ustreza samo meni. Ljubezen ni čustvo. Ja. Ampak Mislim, je odločitev. ampak Okej, predvsem o tem govori tudi Ne, saj še vem, knjiga, ja. a ne, Ja, prav saj eno vem, posebno ja. poglavje. Ja. Ampak ja, dojemamo ga kot čustvo, ampak ja, bo o tem povedala lahko več. Jaz sem tako vesela, da imamo še Andrejo, ker ona pa vse Ker se s zna tem- še ja. kot terapevtka predstaviti. Evo. Tako da bomo kar tukaj nadaljevali. Jaz sem te sicer mislila vprašati prav konkretno za najstnike, ampak lahko nadaljuješ mogoče na primeru moža in žene in potem greš na najstnike, se pravi, kako pa ta neravnovesja, hormoni ali pa različne kulture, recimo različni jeziki, a ne, kako tukaj se uskladimo, da najstnik dobi pravi jezik ljubezni od nas ali pa mož dobi pravega in da vse štima. Ja. Ker kompleksno, tako bi rekla, a ne za odgovoriti, bom se navezala na tole, ker je bilo tako simpatično. Ja, Šok, ne, super. ker ona je še vedno zaljubljena, smo zdaj Ne, izvedeli. da veste. Če je pač ljubezen, če je živa, je tudi čustvo, a ne, Ja. to bi rada povedala. Ja. Mislim, Tako jaz da- jo čutim. Jaz jo Seveda, čutim, tako in da ne Bogu morem reči, hvala. Tako lahko ti sem čestitamo. se zavestno odločila, Ja. ampak jo pa tudi čutim. Seveda. Tega ne morem... In to je res lepo zanikati. slišati in to Ja. bi si želela, da bi vsi lahko čutili. Ker ljubezen nikoli, mislim, če je ljubezen živa, če govorimo o ljubezni med možem in ženo ali pa a ne, intimni ljubezni, je v bistvu žalosten in do neke mere prazen in tudi krivično, če je to res samo odločitev. Ker v tem smislu potem ljubezen doživljamo kot eno garanje, eno delo, breme, kar se je treba iz dneva v dan truditi in gruntati, kjer jezik je zdaj na vrsti ali ne vem, čigav je kakšen. V resnici je zelo dragoceno, če ljubezen doživljaš kot odnos. Kot nekaj, kar odnos je pa po definiciji nekaj, kar se, če je pač odnos zdrav, če je odnos zaupen, sproščen, intimen, a ne, se v bistvu praviloma razvija. Tako da je ljubezen, če bi jo tako vzeli kot temeljni del odnosa, temeljni del nas v resnici samih, a ne, mi smo vdihnjeni iz ljubezni in zdaj, če jo potem živimo še celo z nekom skupaj, je to pa še na potenco, a ne, ni plus, a ne, ampak je bistveno več, ni seštevka, ne. Tako da v resnici je zelo bogato in dragoceno in na nek način najbolj naravno, tudi v krščanskem duhu, da je ljubezen nekaj, kar je skozi drugače, kar se skozi spreminja, kar je skozi mlado, kar je skozi v bistvu sveže, lepo, spreminjajoče tudi na nek način, a ne? Tako da predvsem pa razvijajoče. Ne spreminjajoče v smislu, enkrat je ful bedno, enkrat pa boljš, ampak da se na nek način tudi iz tistega bedenega, če bi tako rekli, konfliktnega obdobja, težkega obdobja, mogoče ene neslišanosti, tega, da se ne začutiš, a ne, da si v nekem pogumu tudi dovoliš o tem spregovoriti, tako kot si ti lepo rekla, a ne, greš magar na terapijo, če vidiš, da nimaš neke ta prave pameti za uno obdobje, a ne, in pač rabiš malo strokovnega vodenja, to je res pohvalno, pogumno, ranljivo, a ne. In na ta način lahko pol absolutno doživljaš ljubezen kot močno, čist prežemajoče čustvo, kjer je, oziroma kot odnos, no, kjer so čustva vedno zraven, no, tako. Je pa tudi tako, da čustva so v resnici del nas, to je pač čista fiziologija, a ne. Je pa zanimivo, a ne, da o čustvih se je pozno začelo govoriti, bi rekla, v psihologiji kot znanosti ali pa v psihoterapevtski znanosti, šele koncem prejšnjega stoletja, kamor tudi uvrstimo knjigo gospoda Chapmana. In takrat je to res bil tako en tak boom, imamo čustva, ne. Vojne že, ne vem, 50 let ni bilo ali 45, a ne, in tako se je lahko začel svet mal prebujati, a ne, tako. In govorjenje takrat o čustvih je bilo res nekaj tako svežga, nekaj novega. V resnici je pa naše telo bistveno več od tega, oziroma tudi odnos je veliko več od čustev.
čustva so pa en temeljen smerokaz ali pa v bistvu en pripomoček, prek katerih, če jih dobro uspemo prepoznavati, dosti senzitivno, dosti hitro, da lahko najbolj sprot ubesedamo sebe, vidimo, kaj si želimo, kaj nas je zmotil. In če se zdaj kar navežem na najstnike, so zagotovo en tak, ne vem, stvaritev, ne? Aha, ja, tako, Ali super. izziv Izziv sem tudi, rekla. ampak tako, za nalašč so tako ustvarjeni, da so na čustva res občutljivi in tisto, kar je za najstnike res značilno, pa za celo mladostniško obdobje, ne, tam do 24 leta, torej od 11 do 24 leta je obdobje mladostništva, ne, kar je kar neki kilometrine vmes zadobiti, da v resnici pri najstnikih, če bi tako pogledali, 5 jezikov ljubezni ni na nek način dost, a ne. V resnici te prej v stisko vrže, kakor pomaga. Ne zdaj kot slabo, dobro je poznati tudi neke smernice ali pa imeti kdaj kakšno idejo, ampak tisto, kar najstniki res močno živijo in po čemer najbolj hrepenijo, je po pristnem odnosu, po globini odnosa, po tem, da si enostavno z njimi, da se znaš z njimi hecati, da se znaš z njimi zabavati, da takrat, ko imaš občutek, da ti grejo na jetra, da se znaš ti pomiriti in potem uspeš pomiriti njih. A ne, tako da res pri mladostnikih je eno tako bogastvo, ob katerem se lahko vsi naučimo več bogatstva v sebe, pa v svoje odnose vnašati na nek način. Tako, ti res pobarvajo še tiste, bi rekla, stene puste, med katerimi si prej živel, z neko paleto, ki ti je bila prej nepoznana, a ne, paleto čustev, paleto doživeti, ki ti je bila prej tuja, ker tistega, česar sam nisi dobil, ne moreš prej videti, a ne. In najstniki zagotovo, pač to je njihova narava, poskrbijo, da boš lahko videl več, pa globi. Tako da to je res en tak blagoslov, no? Če imaš možnost ali delati z najstniki, ali biti teta najstnikom, ali biti mama najstnikom, je tako nekaj res čist posebenega, no. A podaš mogoče kakšen primer, kakšne dobre rešitve za najstnika, ali pa mogoče moža, kjer je ta jezik ljubezni učinkoval, oziroma kaj točno, kako točno si usmerila mogoče na eni točki najstnika, ali pa če imaš boljši primer za moža. V bistvu je v grobem en tak mogoče malo podoben princip, da moraš ob vsakem takem zahtevnem, mogoče ne vem, izzivu ali pa eni situaciji, najprej sam pri sebi verjeti, da potrebuješ toliko sekund ali pa včasih mogoče tudi minut, da prideš v stik s svojimi občutki. Da vidiš, kje si ti v tistem trenutku ali pa neki situaciji, ker včasih traja kakšna stvar, ki te žre tudi daljše obdobje, a ne, mogoče niti ne minut, mogoče celo dnevov. In potem skozi to prizmo, a ne, da v bistvu ti skozi svoje občutke zmoreš prepoznati neko pristnost v sebi na en tak ranljiv, iskren način, potem šele si na fair play pripravljen Kaj boš rekel? vprašati ali pa kaj reči. Ja. Super. Prej se meni na nek način zdi nepošteno, dokler nisi v stiku s sabo, je težko ugibati, ker boš z drugačnimi očali gledal, kakor če si sploh pomirjen s sabo, da si v stiku s sabo. To bi bila ena taka glavna smernica, ker potem ti imaš vstopno točko, da se poglobiš v osebo, torej moža, najstnika ali pa otroka ali kakorkoli. In takrat šele lahko skozi njegove oči, ko se mu zazreš ali pa premišljuješ o njem ali pa ga nosiš v sebi ali pa, ne vem, nekako zaslišiš, kaj ti je rekel, pa kako je takrat gledal, a ne, ali pa tako, ko v bistvu ga nosiš v sebi ali pa v določenem trenutku, lahko šele se priklopiš na tisti senzorni v bistvu občutek, ki bi pa potem lahko ga prevedel v en jezik ljubezni. Meni je zelo zanimiv
da je on se skozi mal šlepa, ta avtor, ne, če Ja. tako mal, mogoče hudomušno rečem, da pa so pa itak narečja, ne. Aha, ja. Tako da, Ja. a ne, psihologi zmeri mal radi tako pokupčkamo, pač marsikdaj rabiš neke kategorije, ampak tisto, kar zagotovo je bolj pomembno, so narečja, ampak tudi narečja je dobro, da jih razumemo skozi odnos, ne pa skozi to, kaj nekdo hoče reči, ampak kako ga bom jaz v svojem odnosu z njim skušal razumeti, da bom res tudi toliko ponižen, toliko sproščen. In tisto, kar v odnosih res rabimo, je v bistvu varnost, sproščenost, iskrenost. A ne? Iz tistega potem lahko res se razvijamo, pa se imamo tako, bi rekla, bolj v polnosti lepo. Tako. Kar ne pomeni, da je to, da je vedno lepo v tem smislu, da ne prihaja do nesoglasij, konfliktov, a ne, ampak da ti to obogati v bistvu življenje. A ne? Ker izogibanje konfliktom je čist jasno najslabša možna varianta, za katero si se zamislil v življenju. To govori samo o tem, da si obupen, prestrašen ali pa imaš celo občutek nevrednosti ali pa da si nekako zgubil iniciativo in to je res klavrno in je res žalosten. Če uspeš odnos doživljati kot to v bistvu zemljo, kjer bo nekaj zrastel, je to najbolj zdrava, najbolj varna smer. Je pa res, da je pomemben, da so potem odnosi brez enega nasilja ali pa afer ali pa nekaj takega, a ne tam pač Tako ne neko moreš zdravo računati na razmerje. drugega. Ja, Ja, če gre za železnišče. eno tako normalno razmerje. Super, evo, odlično. Se pravi, sploh se ne rabim vprašati, kaj bom zdaj rekla, ampak samo, da svoje čustva pogledam in bo že prišlo. Ampak super je Pogledati tudi... drugega in pol imaš besede. Ja, To deluje tako. zaradi nevrologije, ne strinjam, zaradi ja. naše To bi jaz pameti. rekla, Ja? Meni se je to, če smem, Ja, kar. ta občutek se mi je zgodil z mojim sinom v bistvu, z Mičkanim, torej z otrokom, to deluje tudi na otroka. Spomnim se, prav, to je po mojem občutek, ki mi bo ostal za celo življenje, ker je bil to en tak switch, ki se je zgodil. Namreč jaz, ko sem rodila, sem bila, veliko se nam je dogajalo, ne, in bi rekel, mogoče človek navzven, da sem bila zelo dobra mama, a ne, vse je bilo nekako tako, kot je moralo biti, a ne, ampak prav tega stika, tega čutenja, spet odnosa, mogoče ni bilo do enega trenutka, ko v bistvu se je prav tako zgodilo, da sem, naredila sem nama piknik sredi dnevne sobe, ta drugi otrok je spal gor in moj ta velik sin, torej ta, s katerim sem imela piknik, imel zelo težko obdobje, veliko je bilo tantrumov, pa takih zelo hudih, zelo intenzivnih. To je bilo tudi obdobje, ko sem ko sem bila še na bolniški zaradi izgorelosti in je bilo res težko obdobje. No, ampak prav v tistem trenutku sem rekla, pozabi na vse, pozabi, pejdi čisto občutek, probi narediti popolnoma drugače kot vedno, pejdi na zemljo. No, in sem dala nama po tleh piknik in tako. In sem se v bistvu na nek način, ne vem, kako bi rekla, mogoče umaknila, no, ampak začela sem ga opazovati. Prvič se je zgodilo tako, da sem ga prav opazovala, gledala, opazovala, občudovala v bistvu. In v enem trenutku me je pogledal in me gledal, ful dolgo časa me je gledal in ni mu bilo jasno, zakaj ga tako gledam. In sva se gledala ful dolgo, pa sem jo v enem trenutku nasmejal in sva se objela. In od takrat naprej imam jaz stik z mojim sinom. Predtem ga pa nisem imela. Takrat ste Sem se bila- zaljubili. Takrat sem se zaljubila. Ja. Ja. Tako da tudi na otrocih deluje, absolutno. Ja, Tako da zato seveda. pravim, to je to, ke Ja. Hvala, Maja, super. Ampak veš, kako sem zdaj, moji možgani so pa to tako dobro povezali. Se pravi, res ljubezen je čustvo, ampak meni je ta stavek, da ni čustvo, ampak odločitev, Sej, prav v to pomagal, da sem rekla, ok, ne zapletaj so svoje čustva, Helena, daj
pač odloči se. A ne, in ti si se odločila, piknik bova imela in skozi to si dobila potem prišla do teh čustev. A ne? Se pravi, obojestransko lahko vzamemo to. A ne? Absolutno. In mi je to 100%. tako dobro zdaj tako klik naredila. Evo, dejansko res moramo Ja, z obeh ja. strani pogledati, a ne, in živeti Se absolutno sedanji strinjam. trenutek. A ne? Jaz sem imela že kovčke spakirane. Oh, Ja, da sem se odločila. Ja, tako da se absolutno strinjam, bravo. ampak ne bi pa res samo racionalizirala. Ja, Ljubezni, seveda. moramo Ne, seveda, racionalizirati ljubezni, Saj tega ne no. mislimo, samo pač, ja, tudi Gary Ne. Chapman zelo lepo razloži, Ja, seveda, seveda. a ne Pač tudi, ne. da smo zaljubljeni in vse, ampak Pa ne ja. sem zaljubljeni, no, pač Tako, ne. ja, da Okej. živimo v tem. Okay, zaljubljenost včasih Ja. ima nek tak negativni prizvok. A ne? Ja. Tako da jaz mislim, da jaz nisem prav zaljubljena. Mogoče bi jaz sam tukaj tako, da se nam skrega, kdo je bolj zaljubljen, pa kdo manj. Ta je dobra. A ne, zaljubljenost je posebno definirano obdobje, ko Ja. si ti Ja. hormonsko čist preplavljen Ja. in pri partnerju ne vidiš napak. Tako, no. Ker ravno zaradi te obrisanosti potem se začutiš, da bo to pa šlo. Ja. Ja. In seveda potem ta intenziteta tega hormonskega obdobja, ki traja mende po znanstvenih izračunih največ 2 leti, praviloma pa pač ene 6 mesecev, je seveda na vrsti obdobje, ko boš ti moral tudi premisliti, ali bi bil res skupaj ali ne bi bil. In tukaj absolutno pride na vrsto odločitev, zato je tudi zakrament, saj Tako, ni ja. to, kar a ne sam nek ringelšpil, ampak je nekaj, kar boš moral vedeti, da boš pač zvest, a ne tako. In tudi zanimivo je, da čist jasno je, da šele v dolgotrajnih odnosih, kar se pa tretira malo po različnih avtorjih različno, ampak najmanj 7 let, še bolj pravilna mera je pa tam 10 do 15 let, da lahko res rečemo, ok, to je pa stabilen, zrel partnerski odnos. A ne, tako da v resnici dolgo obdobje enega tazga zorenja, iskanja, prisluškovanja drug drugmu, a ne tako. In temu potem rečemo kot en tak trajni, intimni, ljubezenski odnos. A ne tako, to so zdaj take, bi rekla, definicije. Ampak to, kar se ti tako luštno poteguješ, je pa zelo res. In torej tudi če rečemo, da je ljubezen delno tudi seveda odločitev, sploh če a ne, si pač seveda se odločil tudi za družino ali pa kakorkoli, ali pa za kaj drugega. Ali pa težko, ne, nekaj mogoče za nekoga narediti. Seveda, Ja. zagotovo moraš kdaj tudi čez sebe, pa se ali upravičiti, ali premisliti, ali kaj tasga. Ampak če je ta ljubezen torej prava, če bi tako rekla, ne, če je pristna, potem prav ne moreš, da ne bi čutil zaljubljenosti. Zato, ker je hormonsko, oksitocin, dopamin, serotonin, pri moških vazopresin, to so hormoni, ki nas skozi malo A še vedno delajo. zadevajo, Wow. da se nam pač luškan zdi, ko se zagledaš, ko se mogoče slučajno kdaj vidiš, ko si daš ljubčka, ko se, ne vem, a ne, ko dobiš teloh v smrdljivih gojzarjih in tako. Pač se ti zdi totalno simpatičen, česar noben drug moški ne bi naredil, ampak tvoj moški je pa najbolj pameten, pa najlepši, pa to naredi. A ne, in to je zaljubljenost. Seveda pa ne po te, bi rekla, čist primarni definiciji, da pač vemo, o čem govorimo. No. Ja. Tako da prav hvala za tole super. borbenost in bi človek vsakmu prvošil, da bi lahko tako polno to ljubezen živel, ne na pravilih, ne na nekih usmerjenih kriterijih, kaj bi moral, česa ne, ker to je zelo pogosto z velik strahovi povezan, pogosto tudi z enim prezirom, včasih celo z enim gnusom v povezavi s spolnostjo ali pa kaj tasga, kaj bi zdaj moral, kaj bi bil zdaj ta jezik, kjer ni ta prav, kjer je narečje, a ne. Ogromno enih stisk to povzroča ženskam. Če se pa v odnos vržeš, pa se gledaš, pa ne vem, kaj zmeniš kdaj, pa kaj tako, a ne. Je pa bolj naravno, bolj spontano, včasih zahtevnejše, ker moraš premagati svoj strah. Zato je zahtevnejše. Ampak, ko ti premagaš velike količine strahu, a ne, in strah v bistvu kidamo, no, vse življenje, zato ker smo nagnjeni k strahu. A ne, nagnjeni smo, da nam ta negativna čustva skozi se vžigajo in nam skozi v bistvu delajo težo, eno breme v življenju, skozi nas v bistvu malo dol vlečejo in skozi je zato mečkan naporen. In več, ko uspemo enega strahu predela, tudi kako me bo razumel, če bom to rekla, kaj bo rekel, a ne tako.
tudi če smo pozabili na neki, magar na en praznik ali ne vem kaj, da skratka, da smo pristni, da smo v odnosu, to je tisto, kar dela potem odnos lep, bogat, Ja, živ. čustveno živ, Ja. a ne? Ja, Tako da ja. Pa sem še zaljubljena. Ja, Seveda. vidim, Mislim, sploh jaz nimamo zdaj kaj drugače- oporekati. Jaz lahko zase povem, da jaz pa prav čutim metuljčke, kadar sva dlje časa narazen in ko spet se približava Ja, telesno, se ja. pravi, ali zaradi službene poti ali karkoli, Ja. se mi je tako, kako dober, še vsa ta leta še vedno Ja. tako čutim. Tako Da mi si je se to- vesel, res. Ja, Ja. ja. Super, drage dame, zdaj bomo pa dale prednost spet glasbi. In bosta punci Bena in Ljudmila naju spet, kaj nas danes čaka, katero boste izbrali za popestritev. O, super. To tudi spojemo poleg ali se prepustimo, same take čudovite, ljubezenske. Evo, izvolite. Vsi odtenki Mavrice, vsi glasovi, kar jih je. Vsake sanje, ki prav tesno iščejo izvor ljubezni le. Vsaka črka vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak kotiček tega stvarstva ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Gore hribi in doline, reke, morja, jezera, vsaka dlan, ki sega k tebi, da svoj mir bi ti ponudila. Vsako skromno dobro delo, vsak korak ti vodi me, vsako upanje v srcu ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v tišini, ko beseda ni dovolj. Vsakim dihom, ki ga imam, hvalo bom Gospodu dal. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom. Pričeval ljubezen bom. Pričeval ljubezen bom. Krasno, čudoviti glasovi. Bravo, vse žene, tudi iz občinstva. In sedaj pa bojo vse tri gostje dobile enako vprašanje. Se pravi, kater pa je ta vaš jezik ljubezni? Ali pa če izberete jezik ljubezni moža, lahko se malo prepletate, dopolnjujete. Ampak predtem pa za tiste, ki mogoče še niste prebrali knjige in jo boste danes kupile po znižani ceni, pa da samo na hitro damo par konkretnih primerov. Se pravi, imamo najprej besede potrditve, to je en jezik.
Ko rečemo, rada te imam, ponosna sem na te, hvala za to, kar si naredil. Se pravi, te besede imajo veliko moč. Potem imamo posvečen čas. Pogovor brez telefona, skupni sprehod, skupna večerja, izlet. Se pravi, ko imamo pozornost in prisotnost. Potem prejemanje daril. Majhna pozornost, roža ali pa posvetilo, nekaj, kar si nekdo zapomni. Usluge, pomoč pri hišnih opravilih, popravilo nečesa, priprava kosila, ki sporoča, poskrbel bom zate, poskrbela bom zate. In pa dotik, telesni dotik. Objem, držanje za roke, poljub, bližina na kavču. Torej, drage dame, zdaj pa me zanima, kaj bi vi rekle. Kjera bo začela? Jaz sem ful požrešna. Imaš vse jezike, vse imele. Ja, Poskušajmo se odločiti za enega, ampak lahko prepletaš, Ne, seveda. meni se zdi pa zelo dragocen prav tako to zavedanje, da ti pripada vse to. In da potem je pač samo stvar trenutka ali pa mogoče tudi kakšnega obdobja ali pa dneva ali pa ure v dnevu, ko se ti zdi ena stvar bolj dragocena ali pa pomembna ali pa pač trenutno situacijsko, ne vem, na sceni. Tako da se mi zdi, mene to najbolj sprosti, da je v bistvu tudi če spravimo v te kategorije, a ne, ampak da najbolj naravno je, da je vse. Ja, in da se zagotovo. in da se celo vse to razvija. Jaz sem prav tako razmišljala, a ne, ker ta izvirnik knjige je bil napisan res leta 92, a ne. Ja. In tako sem rekla, ok, to je prejšnjo stoletje, a ne, ko so v resnici šele začeli govoriti o čustvih, ko se je šele razumelo, da so odnosi nekaj, kar nam pripada, da morajo biti ti odnosi varni, lepi, a ne polni ene odzivnosti, ene prisrčnosti, topline, ker se sicer tvoji možgani ne razvijajo v ta pravi smeri, a ne. Tako da se mi zdi tako zgodovinsko gledano to nekaj lepega, dragocenega, da se je o tem začeli govoriti, a ne. Tudi takrat je una knjiga ven prišla, čustvena inteligentnost, pa socialna inteligentnost, pa tako. A ne, in tisto, kar pa res zdaj se mi zdi, da lahko živimo in verjamemo, je pa, da je bil to mogoče en tak napovednik tega, kaj lahko si zdaj privoščimo. In zdaj se lahko bolj zmišljujemo, živimo v demokraciji, a ne, nimamo v bistvu skozi ene presije nad glavo. 80 let je že, odkar je vojne konc, kar je dolgo obdobje enega tazga miru, recimo, če bi tako gledala, ne, v Sloveniji. In se mi zdi res dobro biti hvaležen in hkrati si priznati, da si lahko privoščimo več v odnosih. Tako da prav ne bi hotela zbrati, kvečem bi rekla, da bi zdaj živeli lahko 5x5 jezikov, pol pa še že več. dosto. Ali pa 5x50, koliko je v Svetem pismu, 7x70. Ja, tako. Kao ful velik, ne? Ja. Tako se mi zdi, da nam res ta, v bistvu ta zeitgeist prinaša več od tega, kar bi si mogoče takrat sploh domišljali, no. In tisto, kar se mi zdi res najbolj prisrčno, je, da sproti vidiš, kako se odnos spreminja, kako se v bistvu ti drugega izgovarjaš, kako drugega razumeš, a ne, z leti drugače in v bistvu, da ta jezik tvoj ljubezni je edinstven, a ne, noben ga ne more opisati ali pa spraviti v neke okvire, ker je neulovljiv. Zato, ker če ti živiš na polno svoj odnos, a ne, potem je ta jezik vsak dan malo drugačen, ker se itak skozi spreminja, a ne. V bistvu se možgani naši spremenijo iz trenutka v trenutek. Se že, a ne, če pa že 5krat nekaj ponovimo, je pa že tako rekoč nova pot narejena, malo večkrat je treba, ampak tako. Tako da meni se zdi prav ta sprememba pa ta razvoj nekaj tist, kar me navdušuje in da je ta jezik vsakega zakonca edinstven, neponovljiv in tudi razvijajoč se. A ne? In to je tisto, kar ti pa res da občutek, da si se prav poročil, a ne, da ti je bil ta mož namenen, tako če bi tudi rekel, tako malo v duhovnem smislu, a ne, ali pa v krščanskem, da bo v bistvu skozi boljš, a ne. Jaz sem zdaj poročena, koliko že? Zdaj sem 27 let, ne, in se lahko že važam.
Bravo. In se lahko že važam, a ne, da v bistvu malo iz izkušenj govorim. Ja. In tako, to se meni zdi to se meni zdi jezik ljubezni, da ne vem, s čem me bo mož znal presenetiti čez 2 let, ne? Ali pa čez 5, ali pa čez 27. Ne? Ja. Tako, to se meni zdi najbolj posrečen, da ne veš, kaj te čaka. Super. En miks vsega. Lepo. Super. Hvala, Andreja. Kaj pa bi rekla druga Andreja? Ja, jaz se na nek način strinjam s svojo menjakinjo, da je ful lepo imeti vsakega pomala. Ne? Lepo je dobiti rožico, lepo je iti na sprehod, lepo se je držati za roke. Govorim pa iz svoje izkušnje, da jaz vedno najbolj zaživim, ko se z nekom pogovarjam, 1 na 1, da grem z nekom na sprehod ali pa na kavico in imam to pozornost osebe, ki je na drugi strani. A ne? Posvečen čas, torej. Posvečen Tako. čas, tako. Da telefoni so tam nek v torbici, da se imamo možnost in priložnost pogovarjati drug z drugim, da ne razmišljamo, kaj se zgodi, kaj moram skuhati, kaj moram kupiti v trgovini, kaj me potem še vse čaka, ampak da res lahko odpremo svoje srce drug drugmu. In bom rekla, da moji jeziki ljubezni so se pa v obdobjih malo spreminjali. No? Tako bom rekla, zdaj, ko pogledam nazaj, recimo, jaz ne vem, 15-20 let nazaj, ko sem bila še veliko mlajša, bi rekla, vedno je ta primarni posvečen čas je bil prvi. Ampak potem v obdobju, ko sem bila najstnica, pa me je malo metal, pa tako sem si želela, da bi se me nekdo dotaknil, pa da bi me nekdo objel, pa da bi nekdo z mano šel na sprehod in gledal sončni zahod, recimo, a ne? Potem je bilo par let kasneje kakšno obdobje, ki bi si želela, da bi mi pa nekdo rekel neko lepo besedo, da pohvali, da reče: Andreja, to si pa dobro naredila, ali pa Andreja, danes pa lepo zgledaš, a ne? Tako da so se mogoče ta drugi pa tretji sta se vedno nekako menjavala, mogoče malo odvisno od obdobja. Čas je bil pa vedno tak, je bil nekako primarni in še vedno je primarni. Tako bom rekla. Potem seveda je pa vedno lepo dobiti neko rožico, neko darilo, ali pa da ti nekdo reče: bom nesel vrečke iz avta, da tebi ni treba, da ti naredi uslugo, ali pa da nekdo, ne vem, pospravi stanovanje namesto tebe, ali pa ti kakorkoli drugače pomaga. Na koncu pridemo na 5x50. Tako da iz tega se strinjam, da vse je lepo, Ja. ampak osebno moje srce najbolj zaigra res, ko je pač ta čas. In moram reči, da zdaj, ko pa delim življenje z nekom, z neko osebo, vidim, kako čas še vedno ostaja, ampak ta jezik ljubezni po nekem dotiku, skupnem preživetem času je čist drugače porabljen, kot je bil mogoče prej v odnosu samskosti ali pa konkretno s prijatelji. A ne? Zdaj veliko več izkušenj lahko govorim iz obdobja te samskosti, kot smo se že prej pogovarjali, ker je veliko več zgodb. A ne? Prej mogoče v tem obdobju v preteklosti, seveda poveš prijateljici, res rabim objem, želim si, da me nekdo objame in lahko samo jokaš in spustiš solze v objemu prijateljice. Danes mogoče je to pogojeno s tem, da me objame moj mož, a ne? Tako da je veliko drugače in se tudi ta obdobja in jeziki ljubezni spreminjajo, ampak nekako ta osnova, ta temelj je pa ostal isti, no? Tako bom rekla. In je bilo res lepo tudi zdaj, ko smo imeli včeraj vse praznik, 8. marec, tudi od moža dobiti rožico. Upam, da ste jo tudi dobile, ampak za mene je bila to prav posebna izkušnja, ker vedno so potem se v preteklosti prijateljice spomnile: Andreja, bomo ti dali eno rožico, zdaj se jim pa ni bilo treba se spomniti. Tako da se to obdobje spreminja in je na nek blagoslov. Je bil blagoslov takrat, ko sem imela prijateljico ob sebi, in je blagoslov zdaj, ko imam neko drugo osebo ob sebi. Krasno. Meni je pa to tako čudovito se zdaj obudila, ker sva še sedeli na klopci in molili za tvojega moža in sedaj to doživljaš in mi je to tako lepo videti in to z rožico si super opisala. Ampak je res nekaj v tem, meni spregovori, no? Tako bom rekla, moje srce zaigra, moje srce se odpre. Res, ko lahko iskreno v odnosu z nekom podelim, kaj je v mojem srcu. Ne rabi biti vedno perfektno, ne rabi biti vedno popolno, ampak nekaj, s čimer se soočam in nekdo me posluša, nekdo mi da pozornost. Ne želim, da rešuje moje težave, moje probleme, ampak samo da posluša. In takrat se res počutim ljubljena. Tako. Super, krasno. In Maja, kaj bi pa ti? Jaz sem se tega vprašanja najbolj bala. Ne, glih zaradi tega, ker sem tudi izjemno požrešna in niti slučajno se nočem odločiti za en jezik. Ampak dobro. Potem pa malo opiši pot. Ja. Ne, zato ker, naprimer, evo, jaz včeraj nisem dobila rožice.
Pa Okej. mi ni nič hudega. Ne, čez nič hudega. Pazi, zato ker sem dobila neko drugo darilo. Aha. In sicer, zdaj sem imela jaz ekstremno naporno obdobje, ekstremnih 14 dni. In je bil v bistvu moj mož, mama in oče. Ne? In v resnici je prvič, odkar sva skupaj, to prevzel mojo vlogo v taki polnosti, kot nikoli prej. a Ne? In sem ga. In vem, da je bilo v bistvu to največje darilo. Ne, včeraj sem v bistvu še končala rečemo temu, da sem nekako zaokrožila to res težko obdobje in prišla domov čisto kaput, ampak je bilo vse zrihtano, otroka sta bila zrihtana. On je prevzel vse, kar sicer jaz prevzamem. a Ne. In naprimer je to meni eno najlepših daril. Rožica me ne bi niti približno toliko. Dobro, tudi načeloma mogoče bi rekla, da so prav ta darila najmanj mi mogoče pomenijo. Po drugi strani pa tudi ne. No. Najprej bi rekla, da mi ne, po drugi strani mi je pa zelo lepo, da kadar dobim darilo, kjer se čuti to, da je nekdo zelo premislil, kaj Da ni samo potrebujem, a ne. kupljeno, ampak- Tako da ta neka rožica bi bila tako, okej. Ja. Sva pa imela recimo, kar mi je bilo ful lepo eno obdobje, sva delala to in sva tudi rekla, da bova budila nazaj. Taka, imela sva enega krokodilčka iz Kinder jajčka, ki si tako odpiral usta. a Ne? No in potem se je zgodilo tako, da sem jaz enkrat mu napisala noter nekaj, ki je še spal in sem dala noter zraven nekega sendviča ali kaj sem mu prištimala zjutraj za zajtrk in ta krokodilček. a Ne? No in noter je bil ta listek. No in ko sem prišla domov, je bil tam noter tudi listek. Zame. zate. To smo eno obdobje delala in jaz imam to zdaj še vedno spravljeno. Ne? In se mi zdi tako, ne vem, kam bi spravila to, v kateri jezik ljubezni. Pozornost, Besede potrditve. besede potrditve, Ja. mogoče, ja, mogoče. No, to je recimo ena taka stvar, ki mi je ostala. Čeprav bi mogoče še prej kot besede potrditve posvečen čas. To mene tudi, ko se nekdo je tukaj in mi gleda v oči, mi mogoče še bolj pomeni kot besede potrditve. Medtem ko naprimer mojemu možu, pa s tem, ko sem prebrala to knjigo ponovno, sem pa ugotovila, da njemu pa glih to, besede potrditve. In sem ful vesela, da sem prebrala jo ponovno, ker ko sem brala, sem ponotranjila to, on pa to potrebuje. In sem začela to še čedalje bolj živeti. Ja. In sem ga včeraj nekajkrat pohvalila za vse, kar ja. počne. Ja. Res je odlično. Evo še čisto uradno. Super. Super, krasno mi je slišati te primere, no? Tako Ja, da rastemo, a ne lahko. Ti si, Če ja, lahko kar samo še nekaj dodaj, dodam. seveda. Mislim, da je res pomembno, da je namensko, ko nas ljudje poznajo, recimo, meni je rožica veliko pomeni, Ja, te pa nekaj ja. drugega. A Ne? Ja, In ja. to je čisto ok. Ja, itak, Ampak ja. ko te nekdo res pozna in govori tvoj jezik, zdaj ko navezujemo na knjigo, je še toliko bolj, gre še toliko globje, toliko bolj special, se mi zdi, bolj se usede v srce. Še bolj se počutimo nekako ljubljene, sprejete, kdo smo. a Ne? Zdaj pa tukaj ključno razumevanje. Oziroma razumevanje spet mogoče malo preveč. Recimo, zakaj sem jaz takrat, ko sem prej omenila, da sem imela spakirane kufre, Ja. in zakaj je prišlo do odločitve. Evo, zelo pomembna stvar, boš verjetno, Andreja, ti razumela. Zaradi tega, ker mi je terapija pomagala to, da sem razumela globlje in v meni se je prebudilo sočutje do tega človeka, do katerega sem prej, ker je prizadejal mi neznanske bolečine, a ne, seveda, začela ga razumeti, in ker sem ga začela razumeti, sem lahko bila do njega empatična, sočutna. a Ne? In se mi zdi to zelo pomembno, zato jaz tudi pač absolutno, mislim, sem hvaležna za vse, kar počnete terapevti, in se mi zdi res škoda, da je to še vedno en tak tabu, ker to je eno tako darilo, prav to prepoznavanje, razumevanje, ko začutiš, v čem je point, zakaj sploh tako dela. Saj ni slab človek, pa seveda ni, če ne bi bila z njim. a Ne? Torej, zakaj za božjo voljo? Zato, ok, in potem narediš korak nazaj in spet to opazuješ, čutiš, dojemaš in si sposoben narediti drugačno reakcijo, drugačen korak.
Če smem, bi se jaz prav navezala, ker si ti to klepš nekako na primeru, mislim, bolj pristno je, ker si na primeru razložila to, kar sem jaz prej, se mi zdi, hotela poudariti. A ne, da bistveno globi gremo, če se lahko začutimo, če se lahko drugega uživimo in potem sami izumljamo te jezike. A ne, skoraj bi si drznila malo reči, da je napačna stvar, napačna smer. Sam enega vzeti ali pa Ja, to ali pa potiti. iz te smeri jeti, lahko ti je malo kot bergla, ampak bolj globoka smer, bolj naravna za človeka je pa, da se prek sočutja povežemo oziroma empatije. A ne? Tako da to je res dragocen slišati in tudi to, kar si ti tako lepo ovrednotila, da največje darilo je bilo to, da si ti lahko ob njem najbolj mogoče ustvarjalna in ti ni treba se sekirati za otroke pa za pač, ne vem, smrdeče nogavice in umazano posodo. A veš, in to ne gre v noben jezik. Tukaj je, to je tisto, kar sem jaz hotela. Tukaj, to je toliko kompleksno, da če se boš ti naučil, ne vem, 10 jezikov, ne vem koliko jezikov, pa ne boš mogel tega narediti svoji ljubljeni, če ne boš jo začutil in podprl. In tisto, kar res rojeva pristno pa globoko ljubezen, ki je skozi, smo rekli, razvijajoča se, mlada, živa, zaljubljena in tako naprej, a ne, je prav v tem globokem čustvenem stiku, v globoki čustveni povezanosti, kjer se vede, če veš, da je mož ful zadovoljen, ko mu rečeš, da mu je solata uspela, itak boš rekel, zato ker mu je res. Ja, ja. Mogoče še zato, ker veš, da je dobro, da pač ubesediš stvari, a ne, ampak se ne more roditi nekaj toliko bogatega, kakor si ti zdaj to izkušnjo imela, a ne? In to, da mi lahko drug ob drugem najboljšo različico sebe razvijamo in to, da imaš ti občutek, da mož o tebi boljš misli, kakor ti o sebi. To je tisto, kar je ljubezen. A ne? Ker mi zmer smo do sebe kritični, pa ne vem, kaj bi vse popravili, pa hvali nas, pa nos nam rože, pa ne vem kaj, a ne bi še radi. Ampak to, da ti res čutiš, da on te marajš in te vidi kot lepšo in boljšo in bolj sposobno, kakor ti misliš, to je tisto, kar rojeva novo kreativnost. A ne? In ljubezen je v prvi vrsti kreativnost, je kreacija. A ne? Mi smo vsi ustvarjeni iz te kreacije, neskončnosti, neskončnih variacij. Ne? Ja. Tako da... Pavel je že v pismu Efežanom svetoval, imejte drugega za boljšega od sebe. A ja, no, celo brez citata, evo. In še ta empatija me pa pripelje do odpuščanja, ne? Ker imamo tudi knjigo 5 jezikov odpuščanja, tako da evo, si jo lahko kupim, te še nimam, ostale mislim, da imam. Super, bi vprašala še tebe, Andreja, ti si delala tudi z mladimi, veliko to svoje obdobje. Kaj pa bi rekla, kako pa bi mladim svetovala glede ljubezni ali pa odločitve za nekoga, ali pa kako prepoznava tudi svoj jezik ljubezni. Skratka, kaj si se naučila ob tem delu z mladimi tudi? Ja. Jaz vem, da v obdobju mladosti vsi si želimo z nekom biti, nekam pripadati, biti sprejeti. Se mi zdi, da to je zelo močno v tem obdobju najstništva, da se malo iščemo. In iščemo, kam pripadamo, katera družba, kdo je moj partner, kaj bomo v življenju počeli. Iščemo neke smernice, nekaj, kar nas v življenju žene naprej. A ne? In bi rekla, da pri delu z mladimi se vsakodnevno srečujem z najstniki, kjer je zelo nizka samopodoba, veliko razočaranja, veliko prizadetosti, veliko žalosti. In vem, da so zato različni dejavniki. Mogoče nekateri prihajajo iz težkih družinskih okolij, potem je vpliv socialnih omrežij, ki ti povejo, kakšen moraš biti, kaj rabiš. Ampak ob koncu dneva je pa res dejstvo, da je odnos ta, po katerem vsi hrepenimo. Jaz lahko govorim iz svoje izkušnje. Ko sem bila kot najstnica, jaz sem si samo želela z nekom deliti življenje, biti sprejeta in nekoga sprejeti. In zaradi različnih stvari se to ni zgodilo, ampak še vedno, tudi leta in leta kasneje, pa se to ni spremenilo. Ne glede na jezik ljubezni, mladi to še vedno rabijo. Želijo si odnos, želijo si biti slišani, želijo si biti sprejeti. Tako da se mi zdi, da ne glede na leta, ne glede na to, koliko časa v tem času mine,
mladi vedno hrepenijo po istem. Tako da moja spodbuda oziroma kakšen nasvet moj zanje? zaključek v tem je, da ne obupati, ne se vršiti v neke odnose, katere boste mogoče kasneje obžalovali. Ampak je pa res, da v odnos je tudi treba vlagati. Tako da iz odnosov se tudi učimo se sprejemati, učimo se odpuščati. In mogoče, če ste tako kot sem bila jaz, kot najstnica, ki je imela 3 cilje v življenju, da konča faks in da se poroči in da ima otroke, pa se potem življenje čisto v drugo smer odvil. Če ste tako kot jaz, ne obupati, imejte vero, verjamete in zaupajte, da Gospod ve, kaj je najboljše za vas in v pravem času bo pripeljal osebo oziroma to, kar je za vas najboljše. Mogoče je to poroka, mogoče je to otroci, mogoče pa ne. In vem, da včasih je težko spustiti sanje in razočaranja in najti neke nove smernice. Tako da moja spodbuda je ne obupati. In dejte vlagati v odnose, ustvarjeni smo za odnose. Tako da predvsem za mlajšo publiko, za mlajšo generacijo. Imejte osebe v življenju, ki so malo starejše, ki so prehodile malo pred vami, pa imejte tudi osebe, ki so malo mlajše. Vsi nas bogatijo, vsi imamo neke različne izkušnje, bi jaz rekla. Imejte mentorje, imejte ljudi v življenju, s katerimi se lahko odkrito in iskreno pogovarjate, ne držati stvari za sebe. Tako da to bi bil nekako moj zaključek. Hvala. Maja, tebe bi pa prosila za spodbudo nekomu, ki je mogoče v izgorelosti ali pa je šel skozi to, ker vem, da imaš tudi tukaj veliko izkušenj, ko bi rekla. Lahko je povezano z ljubeznijo, ni treba, ampak tako kaj. Predvsem, spomnim se, ko mi je bilo najhujš, mi je rekla moja psihiatrinja, Darja, je rekla, joj, Maja, vi ti še tako hvaležna za to izkušnjo. In spomnim se tega občutka takrat, ko sem jo res hodila nekam poslati, ker je bilo res hudo. Ampak je res. Iskreno sem res hvaležna za to izkušnjo. Ampak tukaj je ena stvar. Jaz sem hvaležna za to izkušnjo, zato ker sem jaz znotraj tega obdobja res veliko delala na sebi. Zelo veliko. Hodila sem na terapije. Pa ne samo, tudi tako se mi zdi, recimo pri terapijah, dostikrat imajo ljudje, poznam kakšne ljudi, ki pač reče, jaz hodim na terapijo, pa se nič ne zgodi. Jaz verjamem, da ne. Moraš tudi pri sebi kakšne stvari narediti, stvari, do katerih prideš na terapijah. Torej ne samo zdaj, malo sem se pogovoril, pa bo se stvari spremenile. Ne, jaz sem res veliko delala. Prav mi je govorila, da preskakujem stopnice, zato je bilo tudi toliko bolj intenzivno, so bili negativni občutki toliko bolj intenzivni, ampak ko sem dobila zagotovilo, prav tako je bilo, samo to sem rabila na začetku, ko sem sprejela, ok, Maja, torej tvoje telo je reklo dovolj in potrebuješ spremembe, torej izgorelost je bila diagnoza in sem rabila samo potrditev, ali bo boljše, bo, v redu. In to je pot, in sem šla. In po tej poti sem hodila zelo odločno, zelo jasno, opremljena sem bila z raznimi orodji in po približno 4 letih, to traja, sem nekako prišla, bom rekla, na star nivo energije, ampak neprimerno boljši, na znotraj se počutim neprimerno boljši človek, čeprav to ni prava beseda. Nova Maja, res je. Tako da sem res iskreno hvaležna. Zato obrnite se po pomoč, res se obrnite po pomoč. Pa predvsem, mogoče govorite o tem, to bi tudi rekla. Jaz sem dolgo časa tuškala to v sebi, zato ker nisem hotela si priznati, da sem šibka, ker je bila to, da sem izgorela, bil zame je zame pomenilo, da priznam, da sem šibka. In sem bila šibka, zelo šibka, ampak hkrati s tem, hkrati močna, ker si nekaj naredila. Tako. In tudi, zakaj sem še hvaležna? Zaradi tega, ker zdaj tudi veliko bolj razumem ljudi okrog sebe, veliko bolj zaznavam. Tudi recimo, moj sin, ta starejši, je že čutil tesnobico. In je bilo zelo lepo to, ker sem mu lahko tudi rekla, to je del nas, veš, to je del nas. Tudi jaz sem jo čutila
tudi jaz jo čutim, še zdaj pride. Ampak je tudi ta tesnoba, jaz sem jo poimenovala tekom mojega torej obdobja rehabilitacije, ko se reče zdravljenja, sem jo poimenovala namenoma Miki Miška. Aha. Tako da je tudi ta Miki Miška še večkrat z mano. Ampak ima zdaj jo resnično čutim kot prijateljico, zato ker vedno pride takrat, ko mi ima nekaj zapovedati. Majči, Mičko, no, se dajva ustaviti, Mičko, no, ne, dajva probati z druge strani pogledati. Ne, se pravi, zdaj je to res nekdo, ki pride in jo sprejmem z odprtimi rokami. Kaj na angel varuh. Ja, angel varuh, Ja. točno to. Ja, točno ker je to. res. Ker je res. Več, kot ker je čutiš, res. globi, kot čutiš, bolj v bistvu lahko ta prav trenutek ali Tako. malo uvink narediš ali Tako. greš v novo smer. In ni Zelo lahko, lepo. ko pride Miki Miška, ampak je tudi je ne odrivam več stran, ker je to, torej, ker je negativen, ker rečemo, je neprijeten občutek, ampak ona tega prizvoka nima več, a ne, kljub temu, da jaz v sebi čutim, da je to neprijetno, me preveva tesnoba in nemoč in tako. Ampak ne bom več rekla, pojdi stran, jaz sem močna, to ni zame, jaz hočem biti sam vesela, sam pozitivna, samo to. Ne, prav, v redu, si pač takole zdajle, ja, to je v meni, prav. Tako da, res odlična izkušnja. Hvala, ja. Probite, a veste, probite. Ja. Seveda, ne. Super, hvala, Pa Maja. probite že prej odreagirati, Ja, kot sem jaz. a ne. Sem ti hvaležna, da si Joj. povedala, da je 4 leta trajala, ne? Ja. Ker mi res potrebujemo, da se telo na nek način prečisti in da se nekako naša notranjost, naš spremeni, dogradi, v resnici dogradi. Zato sem si tako drznila reči, ker prepoznavanje tesnobe je varovalka za nas. Ja, Če je ja, ne ja. prepoznamo, potem se ženemo k perfekcionizmu, si dajemo preveč dela, a ne, imamo občutek, da ne naredimo dovolj nikoli, a ne tako v tem smislu. Ja, be Tako da- perfect, be stronger, ja, tako da prav lepo. In ja, je treba res imeti, kako si lepo izrazila, koliko si imela zaupanja, ne? Zdravnica je to rekla, ok. A ne, ampak to je nujno. V bistvu, če ne zaupaš strokovnjaku, zdravniku, če ne čutiš strani njega tudi te empatične moči, a ne, v bistvu tega odnosa in tega, da ima on v bistvu s to empatijo eno tako moč, da te bo pomiril, da te bo vodil, je zelo težko se pozdraviti. Ja. A ne, tako. Sicer Tako da je moja tudi tukaj Darja- odnos, ne? Ja. Ne glede Ja. na jezik. Ja. Moja Darja ima, torej Darja Škraba Karmel, ima tudi zelo močno duhovno dimenzijo, ki sem jo jaz tudi potrebovala. Tako da Ja. tudi jaz sem to No, potrebovala. ampak ja, tako. Ja. In tukaj to je odličen zaključek, da naredimo in vse skupaj, vse, kar ste podelile, predamo in žene, vse, kar ste vi razmišljale, predamo pač Gospodu, bomo zaključile z eno pesmijo in potem vas povabim, da gremo v molitev z besedami in zaključimo še z enim Oče našim. Potem se pa podružimo še ob čaju. Preden pa gremo v pesem, pa vas povabim še na aprilsko srečanje, ponedeljek zate, si lahko zabeležite, lahko tudi, če še niste prejšnjič, pustite vaš e-mail naslov in vas kontaktiramo, povabimo in seveda privoščite si danes še za dan žena ali pa kar tako, ni treba, da je nek razlog in si lahko izberete in kupite eno knjigo po znižani ceni. Hvala za udeležbo, res hvala še vam 3 gostjam. Vas bom potem še vse močno objela, prav čutim. Super, ste podelile z eno tako iskrenostjo in čutnostjo vse 3. Tako da hvala, res. Zdaj pa Bena, zdaj imamo en aplavz, tako. Kako sem čakal ta trenutek, kako sem čakal, da boš tu pred menoj. Želel sem si, da prideš k meni, da mi zaupaš, kaj godi
reči. Tudi takrat, ko ti ne najdeš besed. In dobro vem, kaj v sebi čutiš. Čeprav mi ti tega nikdar ne poveš. Vedno hodil sem ob tebi. In s tabo bil sem vsak trenutek. Vzel sem te na svoje rame. Bil sem tvoj ljubeč prijatelj. Nihče ne ljubi te kot jaz. Nihče ne ljubi te kot jaz. Moj križ poglej, to največji je dokaz. Nihče ne ljubi te kot jaz. Nihče ne ljubi te kot jaz. Nihče ne ljubi te kot jaz. Moj križ je zate, ker močno te ljubim. Nihče ne ljubi te kakor jaz. Dobri, očka, hvala ti za ta večer, za to, da smo lahko tukaj zadihale in nekaj prejele. In vemo, da je tudi dotik Svetega Duha bil in vse spodbude, vse nagovore, ki jih lahko čutimo in ki smo jih dobile, da bi znale udejanjati v življenju. Da ne bi bile samo poslušalke tvoje besede, ampak uresničevalke. In Gospod, ti izročam to prošnjo, da gremo zdaj opolnomočene žene domov k svojim možem, da bi lahko prepoznavale možev jezik ljubezni svojega, prepletale na 5x50 načinov vse te jezike. In prosim, da bi lahko ljubezen predajale tudi otrokom, da bi jo živele ta v odnosu, v tem sožitju. Ti si nam dal vse, kar potrebujemo za vzgojo. Vse imamo. In da nas opomniš na vse te stvari, dobri očka, tako, kako si nas tako ustvaril. In ti hočem dati to slavo, čast za ta večer, zahvalo. Spremljajo vse 3 gostje, tudi v njihovim življenjih. Naj bodo odsev tvoje velike ljubezni in blagoslovi prav vsako ženo v tem prostoru, dobri Bog. Res te slavim in častim v Jezusovem imenu. Gospod, ti praviš, da si nas čudovito ustvaril. Ti si nas tkal že v materinem telesu. In Gospod, jaz molim to zavedanje, da smo stkani od tebe, da smo ljubljeni in sprejeti Božji otroci. In res blagoslavljam vsako tukaj v tej dvorani, vsako ženo, da bi čutila to tvojo ljubezen, tako ljubezen, ki je ne more dati človek. In res vsako blagoslavljam, Gospod, s tvojo prisotnostjo, da napolniš srca in da, če so tam kakšni viharji, Gospod, mešanica čustev, takih in drugačnih, Gospod, jaz molim, da s tvojo pomočjo jih lahko razvozljajo, da stopajo še naprej bolj svobodne na poti življenja, ki imaš ti pripravljeno za njih, Gospod. Ker ti imaš najboljši plan za naša življenja. In res blagoslavljam vsako s to resnico. In molim v tvojem svetem imenu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno Bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. In naj bo vedno slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse, vekomaj. Amen. Amen. Vabljene tudi, da še poklepetate z gostjami. Zadnjič so se tako luštno naredili 3 krogci in jih vprašajte vse, sedaj jih imate na voljo, vsaj še nekaj minutka, ne si boste vzele. Tako. In lep večer še naprej. Ja, tako.